Od slike do besede. Od slike do besede. Dober večer vsem, ki nocoj poslušate oddajo Od slike do besede. Za spremembo jo bom tokrat vodila sestra Meta Potočnik in tudi moja gostja bo redovnica, sestra Jožefa Ogulin, križniška sestra iz Ljutomera. Gospa sestra Jožefa, res prisrčno pozdravljeni na Radiu Ognjišče. Dober večer. Letos so pri založbi Salve izdali vašo knjigo z naslovom Vitezi svetega križa, ki govori o nemškem viteškem in križniškem redu na Slovenskem skozi zgodovino do danes. In seveda mu pripadate tudi vi. Ker vas, sester in bratov v Sloveniji, ni več veliko, je prav, da ostaja zapisana vaša zgodovina v vaših delih in molitvah. Govorili bova torej o 800-letni bogati zgodovini križniškega reda, od prihoda nemških vitezov na slovenska tla ob koncu 12. stoletja, nato ustanoviteljskega dela patra Petra Riglerja, ki je umrl leta 1873, o začetku redovne bolnišnice v Ormožu, o raznih marijnih družbah pa vse do današnjega časa. Ob koncu knjige je tudi seznam in življenjepis patrov, bratov in sester križniškega reda. Večina od poslušalcev najbrž pozna zelo dobro ali pa je slišala za kompleks Križanke v Ljubljani, kjer so pred drugo svetovno vojno delovali križniki, kasneje leta 1949 jim ga je povojna oblast odvzela. Dotaknili se bova lahko le delčka te bogate zgodovine vseh teh stoletij. Za začetek, sestra Jožefa, kako bi nam na kratko opisali namen križniškega reda? Že kmalu na prvih straneh te knjige vidim, da sta upodobljena sveta Elizabeta Ogrska in sveti Jurij. Kakšen pomen imata za vaš križniški red? Jaz bi najprej mogoče predstavila uvod v to zgodovino, kako je red nastal. Nemški viteški red je nastal v Palestini, sredi vihre križarskih vojn. Ker je bilo tam veliko ranjenih vitezov in romarjev, so meščani iz Bremenka in Lübecka, torej nemški meščani, s pomočjo svojega kaplana ustanovili tam boljsko bolnišnico s kapelico Jeruzalemska Mater Božje, da bi tam zdravili te ranjene viteze in romarje, ne glede na njihovo narodnost in versko pripadnost. Vendar so se te bitke končale neugodno za križarje in so morali po končanih bitkah oditi vitezi v Evropo. Takrat so prosili papeža Inocenca III., da je 1191. leta potrdil pravila bratov nemškega viteškega reda. To so bili bratje duhovniki, bratje vitezi in bratje laiki, strežniki teh ranjenih romarjev in vitezov. Ustanovili so svoje samostane, ki so se imenovali komende. In te so ustanavljali in širili red po različnih evropskih deželah, od Italije in Francije pa vse do Prusije in Poljske. Tam so ustanovili pozneje celo samostojno redovno državo Prusijo, ki je dobrih 200 let pod vodstvom vrhovnega predstojnika reda, torej vrhovnega viteza, velikega mojstra, po krščanskih načelih brezhibno delovala v korist celotne Evrope. Skrbeli so za cerkve, za šole, za tako imenovane špitale, o katerih bom govorila pozneje, za glasbo in druge kulturne dejavnosti. Vi pa ste me vprašali o zavetnikih našega reda, o sveti Elizabeti Ogrski in svetem Juriju.
Sveti Jurij je bil redovni zavetnik za brate in viteze že od nekdaj. Bil je borec za vero in za oznanjevanje katoliške vere. Elizabeta Ogrska pa je bila kraljica, poročena z našim redovnim vitezom. Njen duhovni voditelj pa je bil njegov brat od moža, mojster velikega reda, mojster nemškega viteškega reda, Konrad Turinški, ki je po njeni smrti, po Elizabetini smrti leta 1235 v Rimu dosegel kanonizacijo ali proglasitev Elizabete k svetnikom. Nato je začel zidati cerkev posvečeno sveti Elizabeti na njenem grobu v Marburgu v Prusiji. Sveta Elizabeta pa je zaradi velike ljubezni do oboštva se povezala z Frančiškovimi brati in stopila v tretji red svetega Frančiška. Zgradila je tudi špital s premoženjem svojega pokojnega moža in v njem stregala revežem, ter na ta način postala zavetnica naših in drugih karitativnih ustanov v Evropi in v svetu. Tako, to so res zelo, zelo zanimivi zgodovinski podatki. Ko sem gledala v knjigi tudi zemljevid Slovenije, pa malce širše, je bilo zelo očitno, da so vaši samostani in cerkve oziroma župnije bile postavljena na jugovzhodu Slovenije, to se pravi kot pomoč v času turških upadov na Štajerskem in v Beli krajini. Za nas so zlasti pomembne v arhivu odkrite karitativne in izobraževalne dejavnosti viteških komend, o katerih ste govorili na Slovenskem. Poglejva nekaj najbolj znanih vaših postojank pri nas. Verjetno marsikdo niti ne ve, da ste bili tam, če pa pozorno oko pa hitro vidi ta vaš znamenit črno-bel križ na nekaterih cerkvah. Ja, na Slovensko se je red razširil že 9 let po ustanovitvi, 1199. Ko so ga poklicali ptujski grofje za namenom, da bi vitezi branili njegovo ozemlje od Ptuja do Ljutomera, zoper neprestane vdore ogrov in krucev, pozneje še Turkov. Na tem ozemlju ki so ga prejeli od ptujskega grofa, sta nastali 2 viteški komendi, pri Veliki nedelji in v Moretincih. To je veliko ozemlje in v teh 2 komendah so bivali vitezi, bratje duhovniki in bratje laiki. Ustanovili so v Veliki nedelji župnijo, ki se omenja že leta 1235. In v 15. stoletju pa je ta župnija Velika nedelja dobila ime. Namreč na samo veliko noč so vitezi premagali Turke in takrat je dobilo ime, kraj Mihovci je dobil ime Velika nedelja in namesto Mihaela so dobili zavetnico Sveto Trojico. Še bolj nekako karitativno, kakor ste vprašali, pa je delovala komenda Križanke v Ljubljani, ki je z nastankom leta 1228 imela šolo za otroke, župnijsko cerkev in pozneje špital za gobavce pod Rožnikom. Svoje posestvo pa je širila tudi na Dolenjsko in v Belo krajino. Leta 1268 so tam nastale komende v Črnomlju, Metliki. No, v poznejših stoletjih pa so dokupili še križatijo v Novem mestu. Tako, zdaj v tej knjigi ste opisali tudi številne dejavnosti križniških bratov in sester. Če na kratko jih tako povzamem, se pravi karitativno bolnišnice, pastoralno, župnijsko delo z mladimi, v marijnih družbah,
Kaj je tisto, kar želite danes res tako povedati, pa si lahko bralci potem še sami vse to preberejo? Najprej bi rada povedala, da sem ob raziskovanju zgodovine našega reda v Arhivu Republike Slovenije odkrila predstopnje današnjih bolnišnic, ki so bili tako imenovani špitali ali po naše ubožnice. Le-te so bile v vsaki komendi, torej našem samostanu, ali pozneje redovni župniji kot hiša, v kateri je špitalski mojster skrbel za starejše in onemogle delavce moškega spola, ki so prej celo življenje delali na komenskih posestvih. Na starost pa niso imeli niti sorodnikov, niti sredstev za preživljanje. V špitalski hiši so imeli določeno posteljo, hrano in nego do smrti, ter po potrebi v bolezni obisk ranocelnika in duhovno oskrbo. Po smrti določenega špitalarja so prijeli v hišo novega. Finančna sredstva za to ustanovo je zagotavljala komenda in pozneje redovna župnija. V redovni župniji so župniki zagotavljali sredstva za 3-letne šole, v 18. stoletju pa so na pobudo ljubljanskega knezoškofa Antona Bonaventura Jegliča ustanavljali otroške, dekliške, fantovske in študentske marijine družbe. Le-te so imele natančno določena pravila za njihovo delovanje, s katerim so zelo ugodno vplivale na oznanjevanje evangelija v takratnem in še poznejšem času. Ta pravila ne bom danes navajala, ker so natančno opisana v knjigi, namreč o sprejemu članov in članic, o njihovih praznikih, o dejavnostih in podobno. Torej zelo razvejana dejavnost vaših bratov v preteklosti. Zdaj pa poglejva še karitativno dejavnost. V knjigi, ki jo danes predstavljava, Vitezi svetega križa, izdala jo je založba Salve letos. Precej široko opisujete delovanje vaše redovne bolnišnice v Ormožu. Tam je danes psihiatrična bolnišnica. Potem omenjate tudi še tako imenovano hiralnico v Moretincih in Metliki. Najbrž bi danes rekli nekakšen dom za starejše občane. Ja, če začnem s hiralnico, res je to dom za starejše občane ali navadno dom, kakor je napisano na domovih danes. Nastala je iz komende v Moretincih na pobudo kaplana Vrbanščaka. Nastala je iz komende leta 1927. Zato, ker je bilo veliko popotnikov, veliko tet in stricev, veliko vojakov iz vojne, ki so bili nekako na cesti, in je zato kaplan skušal za njih poskrbeti. Red ga je uslišal, obnovil to komendo v Moretincih in leta 1927 je s pomočjo 14 sester križniškega reda začela delovati. Vodil jo je pa nekako upokojeni župnik Kozobut, ki je prišel iz Črnomlja, pater Kozobut, po rodu Čeh. In po istem principu so poldrugo leto zatem še iz komende, ki je bila prazna seveda, tudi v Metliki naredili podobno ustanovo za te starejše ljudi. Obe sta opravili odlično svoje delo do povojnega časa. V njih so delovale sestre, vendar, ko je državna oblast to ustanovo, pravzaprav obe ustanovi nacionalizirala, so sestre morale ostati v civilni obleki in delati v njej do upokojitve.
Spomnim se, da je ena sestra bila mlajša in bi rada šla v šolo, kakor druge, ki so se pripravljale za to službo in ni smela, ker so rekli, da nekdo pa mora skrbeti za te negovance v domu. Sedaj pa bi govorila še o tej bolnišnici. Danes je poleg psihiatrične bolnice, kot ste rekli, predvsem nekako po vojni je bila bolnišnica za tuberkulozne bolnike, ko je bilo veliko tuberkuloze. Sedaj pa je tudi za starostnike in za alkoholike. Naj povem nekaj o njenem nastanku. Njen nastanek je bil nekaj slovesnega. Veliki kapitelj reda je 23. decembra 1896 v prilik 50-letnici jubileja vladanja cesarja Franca Jožefa, ki je bil vitez našega reda, sklenil sezidati v mestu Ormožu ob Dravi kot središču komenskih posestev nemškega viteškega reda bolnišnico, ki bi ustrezala vsem modernim higienskim zahtevam in bi bila odprta vsem bolnikom brez ozira na rod in narodnost in vero in bi v njej našli pomoč in ljubeznivo postrežbo. Bolnišnica je bila res dograjena v kratkem času in blagoslovljena leta 1899. Sestre so prišle iz avstrijske province, iz Brež na Koroškem. Tako je ta nova bolnišnica postala podružnica avstrijske province. Sester. Prevzeli so nego bolnikov in druga dela v bolnišnici. Morale pa so se za nego in za postrežbo posebej potruditi, ker so imele bolnike deljene na 3 razrede ali 3 stopnje. Prvi razred premožnih bolnikov je imel posebne privilegije in najdražje plačilo. Drugi razred so bili ljudje, ki so postrežbo plačali po svojih močeh, zmožnostih. Vanj so spadale tudi sestre, torej glede hrane in nege. Tretji razred pa so bili reveži, ki so preprosto hrano, brez privilegijev, preprosto hrano in postrežbo prijeli brezplačno, torej na račun komende. Podnevi so bolnikom stregle sestre, ponoči pa tudi kandidatinje in novinke z eno izobraženo medicinsko sestro. Ena kandidatinja je bila od večera do polnoči, druga od polnoči do jutra. One so prinesle bolnikom čaj, kaj so pač potrebovali, mogoče tele nočne posode, zmerile temperaturo in podobno. Med drugo svetovno vojno so sestre v bolnišnici delovale ves čas. Zgodovinar mi je dejal, da so nekatere bolnišnice morale sestre zapustiti. Pri nas pa so ostale ves čas. Čeprav je pogovor med sestrami in molitveno bogoslužje moralo potekati samo v nemškem jeziku, ki so ga sestre seveda znale, ker je uradni jezik reda. V bolnišnici so tisti čas delovale še nemške protestantske sestre za zaščito nemških ranjenih vojakov. Ko so nemške oblasti izgnale slovenske duhovnike in v bolnišnici slovenskega zdravnika, so sestre v bolnišnici ostale same. V hudi stiski in potrebi za operacijo, na primer slepiča ali obstreljenega uda, so poskušale rešiti zadevo same. In navadno je uspelo. Rekla so si, ta dekle bo sicer umrla. No, pozneje je prišel nemški zdravnik. Hotela sem povedati samo, kako so bile izredno sposobne. Prva
tista inštrumentarka je prevzela vlogo zdravnika. Operaterja. Ja, tako je. Leta 1948 je partizanska oblast redovno bolnišnico ukinila. Ne samo podržavila, ampak celo ukinila in odpeljala vse aparature in hrano v bolnišnico Ptuj. Sestre pa so morale bolnišnico zapustiti. No, pozneje, ker ni bilo zdravstvenega osebja, so lahko v civilni obleki spet prišle v bolnišnico in delovale kot civilne osebe. Tako neverjetno, lahko bi rekli, velika škoda, ampak takšna je zgodovina, ne vedno lepa. Poglejva zdaj še pomembnega duhovnika vašega reda, med katere zagotovo sodi Peter Dajnko, dekan Velike nedelje, ki ga poznamo po poskusu uvajanja pisave Dančica, ki pa se sicer ni obdržala in smo imeli kasneje Gajico. Bil je tudi čebelar. O njem v šoli nismo slišali veliko, razen toliko, kar sem zdaj povedala, pa me zanima, kakšen profil človeka je to bil, s čim se je ukvarjal. Rekli ste, da je bil čebelar, gotovo je bil čebelar, ker je o tem čebelarstvu napisal knjigo. O dekanu Petru Dajnku sem sama, ali pa lahko tudi vi, veliko preberete v enciklopediji Slovenije, odkoder sem povzela glavne podatke. Rojen je bil 23. aprila 1787 v župniji Gornja Radgona in postal škofijski duhovnik. Da bi uporabil vse svoje sposobnosti in darove, ki jih je imel veliko, je stopil v križniški red in deloval kot župnik v Središču ob Dravi in pri Veliki nedelji je postal dekan. Ves ta čas je opravljal delo šolskega nadzornika v vseh dekanijskih šolah. Tudi pisateljsko se je udejstvoval, zato je potreboval črkopis. Poskušal ga je nasloniti na nemško pisavo in v tem črkopisu natiskal 50 000 knjig. Zlasti v pouk kmetom in šolam. Pokopan je pri Veliki nedelji 22. februarja 1873 leta, kjer si lahko ogledamo njegov lep starinski nagrobni kamen. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Tako, zdaj poglejva še malce novejšo zgodovino, o kateri tudi seveda pišete, ker ima razpon od začetka do današnjih dni ta vaša knjiga. 11. poglavje sestra Jožefa Ogulin knjige Vitezi svetega križa ste posvetili času po drugi svetovni vojni do leta 1962. V vojnem času je bilo umorjenih vsaj 10 vaših redovnih članov, duhovnikov, bratov, kar je res veliko, ker vaše število spet ni bilo najbrž. Boste povedali, koliko vas je pravzaprav bilo tako v Sloveniji navzočih. Med križniki je tudi mučenec pater Ivan Salmič, kaplan v Vinici, kandidat za blaženega. Mislim, da je on eden izmed tistih 30, za katere se darujejo vsak prvi petek svete maše pri frančiškanih, nedavno je bila 8. maša. Kaj bi povedali o njem, o vseh ostalih, o tem zahtevnem in zelo bolečem času? Glede števila moram povedati, da je naš red v celoti majhen red, ker so ga ustanovili Nemci in je v glavnem na nemškem govornem področju. In tudi danes so v glavnem civilni predstavniki reda, v glavnem nemški škofje in veliki dostojanstveniki, zdravniki in podobno, tretjeredniki reda.
Torej, majhna skupnost smo bili vedno. V knjigi so navedeni skoraj vsi člani reda skozi od začetka pa do danes so posebej navedeni, to se pravi, jih res ni veliko. Pred vojno je bila skupnost patrov okrog 30 do 40, do 35 recimo. In če jih je umorjenih približno 10, potem je to 1/3 patrovske province je bila s tem, bomo rekli, odrezana, uničena. A lahko še vprašam, tu so bili tudi ne samo Slovenci, ampak vi ste bili zelo mednaroden red, ne? Ja. Red v Sloveniji je prišel iz Češke province. Prvi slovenski prior je bil Čeh, ki je najprej deloval v avstrijski provinci za sestre, potem je bil pa postavljen pater prior, monsignor je dobil potem naslov. On je prišel v Ljubljano kot tisti, ki naj Komendo po ljubljanskem potresu spremeni v konvent, v samostan za patre. Je prišel za to obnovo in potem so prvi slovenski študentje, ki so študirani klasični gimnaziji v Ljubljani, vstopili, tako tudi potem naslednik njegov, ki je pozneje postal prior. Vsi so tukaj vstopili v ta konvikt oziroma samostan v Križankah. Torej, tudi mnogi drugi bratje so bili Čehi. Tako da je češka provinca, slovenska provinca je bila nekakšna filijala ali podružnica češkega samostana v Opavi. Torej, opisala sem, kako je bila v vojni in po vojnem času umorjena velika večina slovenske bratske province. Najprej so med vojno Nemci eutanazirali duševno bolnega patra Gvida, kočevarskega Nemca, ker je bil psihično bolan, in takšne so Nemci pač odpeljali v Avstrijo in jih tam eutanazirali. Je bilo to tudi objavljeno v družini, cela stran o tem. Partizani pa so potem ubili še 3 pomembne patre, 2 bogoslovca in 2 redovna laična brata. Nato so še 3 redovne brate partizani po vojni zaprli za več let, nekateri pa so morali pobegniti, predvsem Čehi, v tuje države, v Italijo in Češko-Slovaško. Izmed vseh bi posebej poudarila Božjega služabnika, ki je eden izmed zdaj 32 mučencev, ki jih je Rim leta 2018 potrdil za Božje služabnike. To je pater Ivan Anton Salmič. Bil je kaplan v župniji Vinica, star 32 let. 32 let je dočakal. Rojen je bil leta 1914 v župniji Raka na Dolenjskem, to je blizu Brežic. Kot nadarjen fant je bil sprejet v ljubljanski križniški konvent in na klasično gimnazijo v Ljubljani. Hotel je postati duhovnik, vendar ga je mati svarila, da ga bodo kot duhovnika ubili. On pa je močno zaupal v Božjo pomoč in priprošnjo Božjega ljudstva. Bil je, jaz pravim, preveč veren za tisti čas. Na svojo novomašno podobico je 14. julija 1946
40 zapisal. Iz pisma Rimljanom 15:30: Prosim vas, da mi pomagate s svojo molitvijo. Pater Ivan Salmič je bil izreden dušni pastir. Saj je za svoj vzor izbral Jezusa, dobrega pastirja. Njegovo mlado duhovniško srce je gorelo za duše vseh ljudi, zlasti za mlade. Kadar je stopil na cesto, so se okrog njega zgrnili otroci, ga spremljali v cerkev k molitvi. Bil je odličen govornik in pridigar. Svoje nagovore je vedno povezoval z besedami iz Svetega pisma. Kljub vsem nevarnostim med vojno za svoje življenje je nesebično pomagal vsakomur, ki so ga okupatorji nameravali umoriti. In s tem si je pri ljudeh pridobil veliko spoštovanje. To seveda ni ugajalo partizanskim oblastem. Zato so ga med molitvijo brevirja na Župnijskem vrtu 13. novembra 1943 zgrabili neznani partizani, ne da bi kdo od domačih to opazil, in ga odvedli v gozd pod žežljem v župniji Vinica, kjer je deloval. Tam so ga strašno mučili, nanj streljali in ga končno na pol mrtvega zagrebli v zemljo. Potem je zapadel sneg. In po zapadlem krvavem snegu sta 20. novembra, torej čez 7 dni, 2 dekleti našli njegov grob, ga odkopali in prepoznali njegovo truplo, ker je imel na vratu takšno posebno znamenje. In na truplu so bile strašne rane, noge pa zvezane z debelo vrvjo. O njegovi strašni smrti je bilo napisanih mnogo pričevanj, da je bil po nedolžnem umorjen. Tudi v 50. obletnici njegove mučeniške smrti smo se ga spomnili. Na Vinici so imeli zato posebno mašo, ki se je žal zaradi strašne poledice niso mogla udeležiti, vendar so tam prišli sorodniki, ki so bili takrat še živi, in so izpovedali zgodbo o njegovem mučeništvu. Danes čakamo, da bodo postopki končani in bo verjetno kmalu bodo te postopke zgodovinarji končali in bo brez čudeža, ki pri zlomučence ni potreben, prištet k blaženim. Tako naj bo naš priprošnik, naše cerkve in vseh, ki se trudijo za dobro in živijo v veri do Gospoda. Zdaj pa poglejva si še malce čez meje, kako deluje vaš red. Nekaj ste sicer že na začetku povedali v svetovnem merilu, kako živi in deluje in kako bi strnili v nekaj stavkih to vašo res bogato dediščino. Danes je še nekaj mlajših duhovnikov, sestre so vse zelo starejše že, mislim, da je povprečna starost 85 let, vendar nekatere še vedno delujejo v domovih za upokojencev, ker so tam bolj v navzočnosti, da se z ljudmi pogovarjajo, in mnoge ne morejo več delati te službe, sploh pa ne bolnišnice
ne more upravljati več nihče, ker je to za vsak red danes predrago. Govorila sem že, da so v glavnem naše postojanke še v Italiji, v Nemčiji, torej v nemško govorečih deželah. In da se patri, kolikor so mlajši, posvečajo bolj študiju, pastorali mladine in vodstvu župnij. Rada bi mogoče še povedala o naslovni strani te knjige, Tako tukaj, oziroma ja. o naslovu te knjige, ki je naslov je Vitezi svetega križa. To je nekakšen pesniški naslov. Knjiga ima podnaslov Nemški viteški in križniški red na Slovenskem. Tako so rekli zgodovinarji, zato ima še knjiga podnaslov. Nisem pa hotela napisati v sam naslov nemški, zato ker je bil red dvakrat zaradi nemščine ogrožen. Po prvi svetovni vojni so hoteli temu češkemu prvemu priorju v Sloveniji odzeti vse premoženje, bolnišnico in vse druge stvari in so mu morali škofje in notarji pomagati, da nekako rešil stvar, da to ni premoženje avstrijske države oziroma tega Avstro-Ogrske, ki je propadla, ampak da je red križniški, torej slovenski. Zato so se ti češki patri vedno borili, da je red slovanski oziroma slovenski. Druga stvar pa je bila še po vojni, ko je bilo res odvzeto vse premoženje in smo še nekako šele po letu 1962, kakor ste preomenili, prišli nekako do enih par hiš, v katerih je za patre pa za sestre možnost zbiranja. Sicer smo prej imeli samo redovne župnije, kjer so sestre tudi pomagale patrom, kar je opisano tudi zelo dobro v knjigi in tudi v prejšnjih knjigah, ki so prej izšle. Knjigo pa lahko tudi dobite v založbi Salve, v katoliških knjigarnah. Potem imajo knjigo župniki v Belokrajini, ki so redovne župnije in pri Velika nedelji na telefonski klik vam jo z veseljem poslali. Lahko pa si jo tudi izposodite v knjižnicah, naprimer v Vnuku in drugih knjižnicah. Tako, sestra Jožefa, najin pogovor se nekje bliža koncu, ampak ne moreva mimo naslovnice vaše knjige Vitezov svetega križa, kjer je slika Petra Riglerja. Ta je zelo pomemben človek v vaši zgodovini, pa povejva nekaj še o njem. Kdo je bil in kaj je pomenil za vaš red? Že prej ste navedla njegovo letnico smrti 1873, rodil pa se je 1796 v času francoske revolucije na Južnem Tirolskem, v Sarntajnu. Že malemu mu je umrl oče, potem je rasel ob mami, 4 bratih in stricu podeželskem zdravniku. Postal je duhovnik, profesor moralne in pastoralne teologije in seveda v bogoslovju imel pomembno vlogo, tako da je poznal vse duhovnike škofije Trident. Takrat je naš red potreboval 1841. leta duhovnika, ki bi vodil novo nastalo sestrsko ustanovo, ki je nastala 1841 na Tirolskem v Lani, in je prosil škofa Čiderarja, veliki mojster je prosil škofa Čiderarja, če bi mu dal duhovnika, ki bi vodil te sestre.
In po nekšnem razmišljanju se je sam odločil, da bi on vstopil v ta red, kar je povzročilo škofu nekoliko težav, se je 14 dni razmišljal, ali bi ga dal ali ne. In potem se je odločil in je rekel, da lahko vstopi v ta red, vendar da mora, da prosi, da bi ostal na katedri v Trientu v bogoslovju, kar so seveda dovolili. Ko je pa pozneje zbolel, je odšel v samostan v Lano, v župnišče in potem je ustanovil samostane za patre, tako da so te komende dobile še konvente oziroma samostane samo za posebne duhovnike, ki se zdaj imenujejo patri. In s tem je pater Rigler postal nekako prenovitelj reda, ker v naslednjem stoletju po razpadu monarhije, avstro-ogrske monarhije, je viteški red propadel. Veliki mojster vitez je odstopil, da je lahko postal red kleriški in takrat so lahko ti patri, ki so bili iz samostana, prevzeli vodstvo reda in je red preživel, drugače bi že pred 100 leti propadel. Tako da tisti napis na cerkvi v Križankah, da je to nemški viteški red, ni čisto več resničen, ker nemški viteški red več ne obstaja, ampak je zdaj kleriški križniški red. Moram pa še povedati o tem možu, patru Riglerju, da je bil veliki mož, veliki duhovni voditelj, da je vodil skoraj več kot 200 tečajev duhovnih vaj za različne stanove in vsi so razumeli in bili srečni ob njegovem oznanjevanju evangelija, ker je vedno govoril svetopiskamsko preprosto in je predaval pravzaprav tako, da se z ljudmi pogovarjal, s študenti. V red je vstopil 1841. leta, to se pravi, da je skoraj 30 let deloval za sestre, česar je bil sam vesel, pa sestre seveda tudi. Torej moral biti ena zelo prijetna, izobražena osebnost, človek, ki se je znal približati ljudem in jih dvigati k Bogu, a ne, verjetno je bilo tudi mišljeno, da ima duhovno vodstvo sester. Redovni ustanovitelj in prenovitelj in so ga že za časa njegovega življenja imeli za svetniškega moža, angel Tirolske so ga imenovali, čeprav v svoji ponižnosti je dejal, da tega postopka ne smejo začeti in ubogali so ga, tako da smo postopek za beatifikacijo začeli šele ob 100-letnici njegove smrti 1972, potem so 1900 so potekali vse te škofijski postopki in leta 2000 je bil škofijski postopek zaključen, ker pa nimamo osebnosti v Rimu, ki bi to pozicijo napravil, samo s tem bi se mogel nekdo v Rimu ukvarjati, ki ga naša skupnost nima, zato tisti dokumenti v Rimu stoji že 25 let. Žalost. Škoda. Morda se bo pa našel kakšen drug človek, ki bi se želel s tem ukvarjati, ne? To so taki veliki ljudje in prav je, da ste to knjigo napisali. O njem vidim je kar zajeten kos te knjige, njemu namenjen, njegovemu življenju. Sestra Jožefa Ogulin, predstavili sva torej vašo knjigo Vitezi svetega križa. Zadnje vprašanje še, kje ste pa črpali podatke? Podatki so vsi navedeni v zadaj v literaturi knjige, ki obsega dve strani. Najprej v arhivih, v arhivu Republike Slovenije, tam sem študirala 1-2 leti, sem predelala 40 metrov gradiva teh komend, ki je tam shranjeno, potem v župnijskih arhivih, v redovnih arhivih, v pogovori s sestrami, brati, kakor tudi potem v literaturi. Pomembna literatura je dr. Tamara Griser Pečar,
Ona je tudi pregledovalka skupaj z Bogdanom Kolarjem in sem jim hvaležna za pomoč, ki so mi jo naredili. Brez njih ne bi mogla narediti te knjige. Zelo veliko so mi pomagali. In tako da je ta knjiga povzetek raznih knjig, vsa literatura še zraven navedena, da bi še več študiral, lahko tiste knjige vzame, ki so tam navedene, pa prebere. Torej, hvala za vaš obisk na našem radiju, oddaji Od slike do besede, za vse delo, ki ste ga opravili v teh letih raziskovanja in sodelovanja, kot pravite, z zgodovinarji in drugimi, ki se spoznajo na te stvari. Naj ostane, naj bo med ljudmi, naj berejo in vidimo, kako, čeprav pravite, da vas je bilo malo, ampak ste pustili v zgodovini izredno velik pečat. Vsak od nas je mozaik v zgodovini, en kamenček, in prav je, da se spominjamo s hvaležnostjo teh kamenčkov in da tudi sami se vklopimo v to in storimo danes tisto, kar moramo storiti, kar je naša dolžnost in Božja volja za nas. Spoznavati moramo svetnike, da nam pomagajo še nam na poti k svetosti. Tako, naj bo to spodbuda za vse nas. Hvala lepa, sestra Jožefa Ogulin, križniška sestra, in lahko noč. Lahko noč. Hvala vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, ki ste sledili oddaji Od slike do besede in predstavitvi knjige Vitezi svetega križa. Izšla je pri založbi Salve v letošnjem letu in jo lahko tudi tam še dobite ali kjerkoli drugje. Zahvaljujem se vam za pozornost. Oddajo sem vodila sestra Meta Potočnik. Mirno noč in nasvidenje. Od slike do besede. Od slike do besede. Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognjisce.si.